Zdravo, dobrodošli na še en novi video. In sicer danes sem povabil gosta z imenom Janez Tomc. Živijo, Janez. Živijo. Z Janezom se poznava že kar nekaj let, še iz časov Hond. Tako. Baje si bil... predsednik Honda kluba, tudi med drugim. Kar glasnej govori, zato da te bo ljudje slišal. Tukaj... Skozi sem že v avto... Industriji. Ne, že cel življenje, tako da... Tako da danes sem ga povabil z namenom, ker dejansko sem mu obljubil en video. In sicer on je tudi lastnik legendarne Honda S2000, ampak z eno razliko, on ko je kupil, je dobil zraven trdo streho. To je v bistvu dodatna oprema pri Hondi bila, ko si kupil avto, se lahko kupil še trdo streho, katera je namenjena tistim ljudem, ki vozijo avto po zimi, ob hladnejšem vremenu, ali pa preprosto hočejo, da je avto tiši. In ker je Janez dobil to streho pri nakupu svoje Honde, sem jo že leta nazaj rekel, a mi jo prodaš. Takrat je bil še zagnan, pa je mislil, da je bo uporabljal, pa to, pa je ni. No, pa sva se zmenila, koliko je na pol leta nazaj. Ja. Dejansko me je poklical in rekel, Dino, imam streho zate, pridi jo iskat. In takrat sva se zmenila zraven, da še narediva en video za njega. Moram reči, da si bil strajen, res si bil. A sem bil, ne? Vsake pol leta smo klical, so rekel, dobro, toliko si jo želi, naj jo ima. Vidiš, no, pa se splača biti strajen, se veš, kako pravijo, ne jebe lep, nego uporan. A veš, in to je to, se pravi, strajnost je čedna vrlina. Pa sva prišla do nekega dogovora vsem. In to je to, in super, in glih prav je za moj kanal, zakaj? Zato, ker Janez ima zelo rad avtomobile in Janez že nekaj let organizira v bistvu srečanja, avtomobilska srečanja, ki se imenuje Avtonostalgija. Se pravi, Avtonostalgija. Dej mi... 80-90. Aha, se pravi, 70 leta ne obstajajo. Ja, mislim... Mi imamo radi 80-90, kot zlata doba avtomobilizma. Obstajajo avti že več kot 100 let, ampak nas zanima 80-90, zato imamo tudi društvo. Avtonostalgija 80-90. Koliko časa že obstaja? Ja, od 2019 smo registrirali uradno društvo, s tem, da smo začeli leta že 2018. Vse začetki so bili prav zanimivi. Mogoče lahko to povem, kako smo to začeli. Ja, me prav zanima, v bistvu, ker zdaj že ne par let si imel ta srečanja, ki so bila tle Young Timer srečanja. V Črnučah. Tako. In se je zbralo kar eno veliko število avtomobilov, ljubiteljev. Tudi blizu 300 jih je prišlo. 300 avtomobilov. Ja. Kako si prišel do te ideje? Zdaj to s kolegom, moram ga tle omeniti, Tomaž Begoš, sva se o tem pogovarjala že, se poznava že od majhnega, sva se pogovarjala o teh avtih že skozi. In sva rekla, deva nekaj narediti, tega v Sloveniji še ni. Sva raziskala komplet Evropo, kako imajo to Young Timerstvo organizirano tam. Sva rekla, ajde probiva narediti prvo Young Timer srečanje. In sva naredila Facebook skupino, ti si bil eden prvi, ki si bil, pa Facebook stran. Ni bilo ne mene 3000 še bilo sledilcev, ne, in sva rekla, ajde napiševa, iskala lokacije posod, rekla, ajde, deva po Črnučah probat, ne. Te je fajn, ker je nekaj v nedelo, ni odprt lokal, pa ni gužve, ne. Tukaj je dol v Prsiesta. Ja, Prsiesta bar, ja. Prsiesta bar, ja. In sva pač naredila Facebook dogodek, ne. In sva rekla, če je prišlo nekje 10 avtov, plus najni 3-4, ne, pol bomo nadaljevala s projektom. Če pa ne, pa ni zanimanja, in bomo nehala, ne? Veš, koliko jih je prišlo? Koliko? 150. 150 to bilo? Prvič, ja. Prvič. Se pravi, ljudje so dejansko željni tega? Željni, ja, to je v bistvu najnih let, nekje, ko smo, so bili to avti naše mladosti, ne? In je nostalgija velika na spomine na te avte. Ka avto je bil več kot sam prevozno sredstvo, ne? Status. Status je bil, ja, tak status, ki je bil v Sloveniji nikjer na svetu. V bistvu predstavnik samega sebe. Ja, vedno si mogel imeti dober avto, pa vedno je bila slovenska fušija, da moram imeti dober avto, ne pa tudi, če nimam, ne vem, za kruh. Se pravi, ti si obudil tiste stare čase in zdaj to vodiš že 4 leta ali koliko? Ja, 5 let. 5 leto. Imamo prav uradno klub, imamo dogodke, imamo tudi spletno stran. Avtonostalgija, spodaj imate linke, kliknite, malo si poglejte. Tako. Drugač, 150 avtomobilov je bilo. Prvič, ja, prvič. Kako si, mislim, ti organiziral nisi za to, kot to bilo? Ne, se tudi nismo prijavili dogodek, moram reči, ne, ker sem mislil, pač jih bo prišlo nekaj 10, ne. Sem računal 30, ne. Pol naslednja leta smo pa uradno dogodek prijavili, vse naredili tako, kot mora biti. Aha, pa ste v bistvu imeli prvi srečo, da niso kakšni
policaji prišli. Ja, ampak to je ta, ja, ampak je prednost, ker je to ta scena, ki ne dirka, ne kuri gume, ne ropota, ne. Malo starejša generacija. Ja, starejša generacija, ki imajo avte samo res ljubiteljsko, ki mu nekaj pomeni, ne. Ni samo prevozno sredstvo, pa ga ima v garaži pokrit, ga rihta, nov je pod zunaj lahko, ne. To je v bistvu zato, ker to predstavlja neko njegovo nostalgijo, spomine na neko življenje, ki ga je imel kot mlad, ker ko odraščaš, ko dobiš prvi avto, pa to po moje so najboljši občutki, nekako dobiš svobodo, neko orodje, da dosegaš kraje, katere prej nisi mogel. Punce te gledajo, sploh če imaš cool avto, vsi v družbi te v bistvu gledajo. V bistvu dobivaš občutek pol, da neki si, in potem, ko se spoznavaš z ljudmi, ki imajo enake avte, se pogovarjaš o predelavah, o izletih, o napakah, šraufanju, razne dogodivščine in itak ti, ko si mlad, takrat ti na polno dogaja in se imaš dober, srečen si, vesel si. In zdaj, ko gremo naprej... In to je tist, ki avto piše veliko dobrih, lepih zgodb in vsak se ima spomin na avto, kaj je s tem doživel, ne. In to ostane v človeku, ne. Spomin, kako je imel se lepo z avtom, kam so šli, kako so počeli. Tudi kakšne slabe dogodivščine, pa dobre, pa vse sorte, pa lovil se, pa v glavnem tudi take zadeve, ki niso smeli, so tudi del zgodovine človeka, ne. In nostalgije. In ta nostalgija ostane v človeku cel življenje in ta avto zdaj ima in ga čuva in mu nekaj pomeni. Res nekaj pomeni, se pravi, ne gleda na tržno vrednost, gleda bolj na sentimentalno vrednost, ne. Tako, in zato so tudi pripravljeni pol plačati tudi več, kot recimo jaz, BTA zdaj, veš starega, pač enaka zadeva. Imaš nostalgijo na en tip motorja, ki hočeš spet imeti. Tako, zato da malo podeživim tisto veselje. Daj mi pa zdaj povej, zdaj pa ti recimo pri mojih letih se spomniš, da si imel, moj prvi avto je bil Renault 5, se pravi Renault 5 Campus, dvoje vrat, jaz sem vedno temu govoril kupé, meni je bila letnik 92, rdeča, moja mami pač, ko je naredila izpit leta 94, jo je kupila za prvi avto in leta 98 sem jo jaz kupil od nje kot prvi avto, se spomnim, da mi jo je dala za pol cene $200,000, plus da sem jaz dal še musko not za $200,000. In pol je to bilo, wooferji so bili notradi, zvočniki. Jukebox na kolesih smo rekli temu. Tako, in to je bilo takrat fenomenalno. In ti povem, zdaj, ko sem videl novico, v bistvu sem videl že nekaj časa nazaj Renault 5 električen, ki prihaja. Ok, pustimo elektriko pa to, ampak nasploh model, ki so zelo lep, ful mi je bil všeč in zdaj lebeje pride ven. In bi bila tudi ful dobra fora, da bi meni Renault tega prvega dal, da jaz to predstavim. A veš, kot lastnik prve petke. Kaj si ti, ker pomembno je, kaj si ti doživel s to petko, ne? In to so neke zgodbe, ki se poistovetijo s človekom, ne? V bistvu ja, prej sem imel skuterja, pa sem bil na mrazu, pa zdobil pa eno, kako bi rekel, škatlo, v kateri ti je bilo toplo, pa imel si občutek varnosti. Pa lahko si glasbo poslušal, pa lahko si se mečkal, pa ne vem kva vse. In itak te stvari, takrat ti začneš živeti. In zdaj bi rad kar podoživel s tem. Dejansko lahko rečem, da te avti nudijo svobodo, ne. Zdaj svoboda je izginja na vseh korakih, če si opazil, ne. Se pravi, nov avto, imaš satelit si povezan, imaš črno skrino, sam ti bere znake, sam ti bremza, v bistvu stroj upravlja s človekom, ne človek s strojem, ne. Pri teh avtih, ne, iz 90-ih, gremo 80-90-ih, ki mi predstavljamo, ti pa nudijo še tisto svobodo, ki smo imeli včasih, ne. Se pravi, jaz upravljam z nekim strojem, ne. Jaz odločam, kaj bo, ne stroj med mene, ne. Prav temu se reče driver's car. Se pravi, to je avto za voznike. Narejen za voznike in cilj, ni cilj, ne, pri teh. Cilj je že samo pot, ne. Da se voziš, uživaš v tem. Nisem cilj, da boš prišel nekam, ne. To je drugo pojemanje avta, to je prevozno sredstvo, ne. Avtobus. Ja, tako. Kakršnikoli, avtobus, skiro, moped, karkoli, ne, imaš zdaj možnosti prevoza, ne. Sam avto kot avto za uživati med vožnjo, to pa ti veš, jaz vem, tisti ljubitelji avta to uživamo, ne. Tako. Daj mi povej, kakšni so plani za naprej, za avtonostalgijo, kaj bi ti v bistvu rad dosegel s tem? Kaj, zdaj se bojo samo enkrat na leto se bojo pač ta snidenja, ali boš še kaj tazga, imaš kaj v planu? Ne, zdaj tako, ne, ja, mi smo že res veliki, na Facebooku imamo že 14,000 sledilcev, ne,
in so nekatere objave dosegajo, ena je dosegla čez milijon. Ne. Se pravi, neke objave, to se je začeli lani, sem opazil, so začele mednarodno prepoznavne, zdaj se ocenjujejo, upisujejo, sledilci iz različnih držav, ne samo iz Evrope, ampak celega sveta. Ne. Mi smo napisali tudi neke pogoje, kaj je to young timer, ne? Da to ni za vsak dan, da je to omejene kilometre, da mora biti v top stanju. In te pogoje, ne, smo v spletni strani tudi tako narejeni, da je v večjih jezikih. Ne. Te pogoje bi rad, da mi učimo ostali sveta, pa Evropo, kako se ima te avte. Smernice, tako. In delamo tudi dogodke, objavljamo na tujih portalih, da želimo, da se mednarodno širi ta naš glas, ljubiteljstva young timera. Čeprav to ni v Evropi nekaj novega. Ne. Evropa ima to young timerstvo že 20 let obstaja. Ne. Ja, Evropa ima vse tudi znarjem, pa si oni tudi malo več prvoščil. Ja, sem tako rekel. Pa starejši imajo to, oni so prej te avtomobile imeli kot mi. Tako doživljanje avta, kot ga smo imeli Slovenci v Sloveniji, ga ni imel nihče na svetu. Ne. Zato, ker smo imeli oboje, ne. Smo imeli socialistične avte, čiste, imeli smo pa čiste kapitalistične, si ga lahko dobil, ne. Sicer si res še enega državi plačal. Koliko je bila carina? 125%. Ja, tako, ne. Ampak lahko si ga imel in so si ga prvoščil, ne. In je bila tista fušija, zakaj ima nekdo nekega Mercedesa, jaz se pa vozim, ne vem, stojenko Jugotom, zelo velika, ne. Čeprav je stojenka tudi doživel veliko lepega, ne. Sam je bila tista fušija in res v Sloveniji imamo velik, raznolik vozen park, tako skoro nekje na svetu. Ok, da mi povej razliko med young timerjem pa old timerjem. To je zdaj tako vprašanje, katero dosti ljudi po moje zanima. To je dobro vprašanje in je to tudi ni enostaven odgovor, ne. Ljubiteljsko gledano po celi Evropi je young timer avtomobili povprečno iz 80-ih, 90-ih, ne. Čeprav zakonsko, ne, administrativno, bi rekel, je old timer, ko je dopolne 30 let, dobi pogoj za old timerja, poleg ostalih, ne. Prvi pogoj je 30 let old timer. Po zakonu, ja. Kaj pa young timer? 30 člen, to pa ni v zakonu nikjer. To so pa zdaj smernice, pravzaprav FIVine smernice, ki so rekli od 20 FIVA. Kaj je to? Združenje kluba oldtimerjev, svetovna organizacija. Aha, to je po celem svetu, FIVA, ok. In so dali smernice, da je to od 29 do 30, zaradi tega, da se tudi ti avti ohranijo, da bomo nekaj pustili za zamamce. Od 20 do 30? Od 20 do 30, ja. Sem narobe se izrazil. 20 do 30, pol je pa oldtimer. Čeprav, preden so bile te smernice, so rekli že BMW E30, da je young timer, bo večen young timer, ne. Za ljubitelje je drugače dojmujemo young timer, kot oldtimer. Težko rečeš, da gre neka Honda NSX skupaj na srečanje z nekim hroščem, ne. Čist drug koncept avta, ne. Tisti koncept avta, zdaj vsaka država, jaz to spremljamo, ima neki svoje pojemanja, nekaj hodimo v Avstrijo na srečanje, pravijo do leta 2000 so young timeri, pa so tudi 70 leta obstaja, revija Young Timer, ki je letos lani praznovala 20-letnico, piše 70, 80, 90, ampak je Young Timer revija, ne. Zdaj sem bral na spletni strani ena srbskega kluba, so poimenovali, da Young Timer tisti avto, ki ima integrirane odbijače. Aha, že tako so se bili. Ja, v bistvu zdaj se ni ta pravi definicija, zdaj se še oblikuje definicija, ne. To so bili te veliki, že malo večji, ki so bili... Ja, ker ni posebej gor odbijat, ampak je pa zlit s karoserijo. Prav ni tako, ka stojenka... Ja, Renault 5 pa je že, ne. Ja, Renault 5 je pa imel že v bistvu. To je ena od definicij, ne. Za nas, ne, mi smo svoje definicije postavili. Mi smo rekli 80, 90 plus minus s tem, da priznamo tudi tiste, ki so bili 70-ih skonstruirani, pa so še prodajali, se v 80-ih delali, in tisti, ki so, ne vem, 99 ga bili prodajeni, predstavljeni nekje na nekem salonu in so se prodajali tudi, ne vem, še 10 let pol. To je za nas, Honda S2000 je tipičen. Honda S2000 je tipičen young timer zadnja generacija, ne. Se pravi, 99 je bila narejena, delali so tudi 2009. No, tako. In 2009 je še vedno young timer. Čeprav so, ne, z 90-ih, ne. Vse takrat prvič, ko sem šel, sem se sprašal, če me boste spustili noter, ker je bila letih 2000. No, sem pa šel iz S2000 na avstrijsko srečanje, Young Timer Krems, ne. Z S2000 in je letnik 2000 in sem se mogel zlagati, da je letnik 99, če me not ne bi spustili. A ne bi, Sam to, tak administrativne meje se meni zdi nesmisel, ne. Ja, to v bistvu
To je tisto, kar sem govoril, če se preveč držiš teh zakonov. Vedno je ohlapno, ne moreš moraš imeti tolerance. Ne bom pa spuščal več hroščev, pa fičkotov na srečanje, to je pa tipičen spačkov, to je pa tipičen oldtimer. Aha, to so pa oldtimeri. Ja. Ok, da ti meni povej, zdaj prav, mi da imamo S2000, letnik 2000, zdaj moj avto je kao youngtimer. A imam jaz kakšne bonuse pri registraciji, ker to se ful govori, pa dejansko sploh ne vem, kva je res. A so kakšni bonusi, ali niso bonusi, ali moram čakati do starodobnika? Ja, tako je, ne. FIFA, SVAMS in SVS dajo na podlagi teh smernic FIFA, sem preomenil, dajo možnost izdelave certifikata, youngtimer certifikata, ne. Okay. Ni še oldtimer, je pa youngtimer certifikat. Vse na pogled je enak, ne. Na podlagi tega certifikata zavarovalnice priznajo popust nekatere kot za oldtimerja. Ne, se pravi, lahko dobiš tudi 90%, 80-90% na zavarovanje, ker pri kakšnih avtih je to kar lep strošek. Sicer zavarovalnica tle nima benga rizika, to si narediš omejene kilometre na 3000 na let, ne. A to imajo omejene kilometre? Ja, se pravi, manj, ko se voziš, manj je možnosti, statistično možnosti karambola, v bistvu ga merkaš, se peleš par lepih vikendov, in za zavarovalnico to ni benga rizika, ne. V bistvu, ko plačaš, ne vem, bi rad videl te statistike, koliko youngtimerov uradno s certifikatom je imel karambol, ne, po mojem to lahko našteješ na eno roko, ne. In zavarovalnice so to videle in priznajo popust, ne. Ne vse, ampak ene več, ene manj. Ampak zdaj, da pa ti dobiš youngtimer certifikat, kaj moraš pa v bistvu? Ja, tako, to so pa pogoji, smo pa objavili na spletni strani autonostalgia.si. Prvič so omejeni kilometri, ne. Koliko? Je 3000, ne. Če se peleš, ja, tako, če se peleš nek dalj, smo rekli, do 5000, samo moraš imeti dokaz, da si se pelil neko srečanje. Da si šel, recimo, v Španijo. Ja, tako, ne. Ampak mora biti srečanje ali ga lahko na dopust? Ja, lahko greš na dopust, sam... Ker bi rad šel, to ni tako. Pomembno je, da to ni avto za dnevne potrebe, ne? Okay. Ne sme biti za dnevne potrebe. Dnevne potrebe se najbolj unič, hladni štarte najbolj škode delajo avto, ne? Tako je. Pa moraš imeti še en avto za vsak dan, ni to tvoj edini avto, da bi se vozil. Moraš imeti pozim garažo, pozim se ne smeš voziti, to so te pogoji, ta glavni. Jaz izpolnjujem v bistvu vse pogoje. Vse pogoje za youngtimer, ja. Sam zdaj pa moj ima folijo čez... Znižanje. To so še te tolerance, ki še imamo. Sprednje bremze imam druge malo večje, brembotove imam gor namesto njih originalnih. Ja, to ni tipičen youngtimer bi napisal kot predelano vozilo, ne. Ni avtentično, ni originalno je predelano. Vse je v bistvu samo folija je, pa tiste bremze so da malo bolj se ustavili. Ja, to se zabelež, ne, da imaš to, ker običajen avto, če bi na običajen avto tako predelo ne bi zgledal, ta avto je pa že tako športom bi po naravi, ja. No, dobro idejo mi, da bomo mi malo zrihtali na youngtimer, ker dejansko res, jaz sem pazil, da vsak let se manj vozim. Ja. Nijem časa, preprosto imam veliko teh mopedov, jaz sem polet dosti na mopedih zaradi gužve. Recimo, mene mine za vikend jaz z avtom do Portoroža. Jaz ti povem, da jaz v zadnjih 5 letih, če sem šel 2-krat, zaradi gužv. Vsi mi poznamo našo vrhniko Logatec, ki je polet skozi zabita. Po stari cesti, v redu še nekako, ampak nazaj grede spet Brezovca. In meni se preprosto ne da v tej gužvi gužvati. Se strinjam. In potem jaz grem z mopedi, z motorji, ker jaz grem mimo teh gužv. Točno. In sem opazil, da zaradi tega jaz ne delam več toliko kilometrov. Ti si tipičen ljubitelj youngtimera, zato ker sem ga videl v garaži, pokrit ga, ne? Imaš pa tam ene 3 avto od zunaj, ki so kar nadalje. Tisto so pa navadni. Bravo. Se pravi, moj akord je daily, se pravi, z njim lahko delam vse, gost, vamo, tamo, tudi če udaram, ni problema. S2 Jure in to je dobesedno moja ljubica, katero popeljem, vsake toliko časa malo okol, malo zavrtim, da se olje premeša. To je ta prava ljubiteljsko, to je ta prava ljubiteljsko, da uživaš med vožnjo, da se ne, ampak nekam se sigurno peleš pa uživaš. Ja, grem na mitinge, grem do kakšnega kolega, zapeljem se, ne vem, grem proti Gorenjski kdaj, a veš kakšne ceste najdemo. Letos ga pripelj na youngtimer srečanje, ga imamo pred Klerkom 25. maja. Se pravi v Ljubljani. V Ljubljani. Ljubljana mislim, da ne gremo več ven. Vi ste bili v bistvu, lani ste bili v Kranjski Gori. Ja, pa ni bilo, dež je bil, pa ni bilo tako. Vem, ker sem hotel prijeti, ja, sam. Pa daleč je, zamrskaš ga daleč. Ljubljana je pa nek center in zdaj smo dobili ful dober parkplac tam pred parkirno hišo in bo to krasno, ne. Ful dober. Jaz bom prišel 100%, se pravim, takrat bi jaz prišel sam, jaz se bojim toče, ka hudič križa. To pa spremni, ja. In takrat sem bil presran, sem rekel, Madonna, če mi bo tam tolkal. Ampak vsa leta, ko organiziramo, ne, nekateri so rekli, če je mačkan, da se videl, mogoče slučajno daš, že ne gre, ne. Moje avto gre res na zihar, ne.
poskušam, da moja S2000 ne gre na dež. In bo še dolgo lepa. Ja, ne poskušam, če me ujame kje kdaj. Ja, pa se zgodi, ne. Ampak da bi pa prav vedel, namenoma, pa dež, pa jutr, ne. Ne grem, zato je pa tudi dejansko spodaj brez zarje. Tako in bo še čez 100 let lepa, če už tako len. Se to je to, tako da ja. Pol v bistvu bi jaz to za Youngtimer malo pogledal, kako se kaj to, da to mi to zrihtamo. Bo uredila. Ok, se pravi, tukaj zdaj v bistvu video zapis, da bo Janez zrihtal mi Youngtimerstvo, ker spet ni glih majhen strošek. Prve 3 leta sem dal še kasko gor in vem, da sem registriral na pol leta avto, se pravi prijavil, registriral, odjavil in je prišel tam cca Jurja, ali pa malo manj, čeprav imam jaz kar 50% še popusta, pa dejansko sem videl, da se vse manj in manj vozim, pa sem bil pripravljen vzeti rizik, se priznam, me je kar strah, ko se zapeljem kam. S2000 je res živčen avto, sam si opazil, če greš malo vink, malo se zabavaš, takoj po repu zapleše in ti povem tako, doskrat se vprašam, fak, nijem kaska, ampak sem slišal, da tudi če imaš kasko, da ti sploh ne izplačajo to, kolikor je vredna, ampak ti kao po njihovem in na koncu se skapnač. To je pa tista žalost, ki pa zavarovalnice še niso priznali, se to pa treba. Jaz upam, da bojo, tako kot tujini, imajo posebne programe za take avte, ne? Ker avto moraš oceniti, preden skleneš polico, to je bilo pošteno, na dogovorjeno vrednost. Oni pa po Eurotaxu, tako je to. Eurotax je, mislim, da do 15 let stare avte, pa ga itak ni, ne. Tako da, ok, če je dokazano tržna vrednost tega avta, recimo okoli 30, če bi pogledal tvojega ali pa mojega, in to bi mogli splačati in to tudi pol dobiš cenilce. Pa bi še razmislil, ok, bom dal kasko. Tako pa, ki mi je en rekel zavarovalnice, rekel pa, kaj ti misliš, da je ždubo to, kaj ti misliš, da je vredna, pa to ždubo drobiš tam, ti bo rekel, ne vem, totalka, to pa to, kje, čao, ti dar. Fajn je to, ne, napisati v polico, da to so individualne police, ki se tudi ta en kolega izrihtal, da napiše, koliko je avto vreden, ko sklenaš polico in to boš dobil maksimalno. A pol dejansko se da tudi zmeniti tako? To se da. To v bistvu nimajo oni tako neki. Ni to splošno v znanih pogojih, so individualne. Ampak obstaja, tudi da je dal kasko na BMW-ja, letnik 96, Honda Civic 4. generacije s 30.000 km, mislim, so mu ocenili na 4.000 evrov. Kako pa oni v bistvu ocenijo, na bazi česa gre pogledati, koliko so kaj se prodajajo na internetu? Ja, to so te postopke ocenitve. Pa problem je potem za kere rezervne dele upoštevati v primeru nesreče. In pol vzamejo referenčen avto, en drug referenčen avto. Imaš tudi napisano v policiji. Da ti ne bojo pol, ne vem, dal kitajske dele ali pa karkoli. Če sploh obstajajo za take avtomobile, ker te avtomobili, zdaj drugo vprašanje. To je največja težava. To je zdaj problem teh avtomobilov, mi jih imamo vsi radi. Sam problem so deli. Teh avtomobilov ne proizvajajo že leta in leta. Kako prije do delov, kako vzdrževati enega Youngtimerja? Trg teh rezervnih delov je cel svet, ne? Slovenija sploh je premajhna, da bi to iščel posod. Jaz mislim, da poznam osebe, ki najdejo karkoli rabaš, najdejo za avto nekje na nekih tujih portalih. Se ukvarjajo prav s tem. Tudi, ja, pa tudi za svoj avto iščejo. Problem so deli, in moraš iskati širše od Slovenije, celo širše od Evrope včasih. Zdaj sem deli, problem je tudi najti pravega mehanika. To pa res, ja. To pa ni vsakmu za zaupati. Se to, zdaj pa ti dejansko imaš tak avto. Pa vsak klepar ni dober, pa vsak kličar ni dober, pa vsak tapetnik ni dober, zato ker so tu sploh drugi postopki, ne. Tiste, ki danes so te tehnični poklici pri avtih, to je konfekcija, ne. To vrata dol, vrata gor, blatnik dol, ne. Pri teh avtih pa čim manj menati, ne, vse bolj popraviti, ne, pa ne štrihati, če res ni nujno potrebno, ohranjati, patina ni nič narobe, ne. Z originalom v bistvu barvo. Nedolgo nazaj, ker še pol let nazaj sem videl, da dejansko v Ameriki, kjer recimo zdaj mi spet govorimo o S2000, ki pač mava, in jaz to kar dosti sledim to sceno, v Ameriki so recimo te avtomobili sploh šli full gor. Ampak pri njih je merilo manje kilometrov, bolj je vredno. To pa res, to so pa ceno nebo grejo z malo kilometre. Sploh pa kakšne posebne edicije, recimo pri Hondi je bila zadnja edicija CR Club Racing in te so bile čist zadnje narejene, glih takrat v največji krizi, ko dejansko... Koliko je za ta avto vreden? 50 evrov, ne? Še malo še rekel. Se pravi, CR se je prodala, ne vem, s 1000 kilometri. To pa je drugo, to pa 200 evrov sem najdel na internetu. Cene so od 100 evrov pa naprej. Ampak je pa smešno oziroma interesantno, to spet ni toliko časa nazaj, to sam 15 let nazaj in takrat leta 2009 te avti niso bili sploh več zaželeni, noben tega več ni kupil, oni so dali posebno edicijo CR
In če se je že kdo kaj še najdel, da je kupil, pa da je ni recimo tam glih uničil, je zdajle, pa je to kar Bitcoin. Je redek avto, ne? So ga res lepega naredili, spoiler v zadnji dal. Dodelali so ga, znižali, boljši amortizerji, spoiler, streho so dal dol. Krasen avto so naredili. Barva posebna. Res je bil un special edition, sam se jih je prodal pa piščica. Ja, malo, ja. In zato tiskaj redko je vredno, ne? Saj bom zdaj mogoče rekel, ko bojo mogoče kdo skajtil tole, ko bom zdaj povedal, ne? Veliko dobivam sporočil, jaz imam avto youngtimerja, ne? Ampak ga imam za vsak dan, ki ga imam rad. In se rad vozim z njim. To za me ni ljubiteljsko. Uničil ga boš, preslej bo postal odpadek. In ko bo prišel taka oseba do denarja, ga novec zanima ta avto, bo kupil novejšega. Isto, ki bi rekel, če bi podpisal, če malo parafiziram, 400 milijonsko pogodbo, tako kot Dončić, a če zanima ga ti star avto, 25 let star. Po mojem Dončić je še preveč mlad, pa nima toliko spominov. Po mojem, on bi bolj podpisal kakšne par milijonov za kakšno žogo, s katero on igral kot mulc, pa je začel recimo trenirati in je vzuno žogo, v bistvu se največ naučil in bi zdaj on za to žogo dal kakšen 1,2 milijona. Recimo take stvari v njegovem recimo slučaju, čeprav sem videl, da je to... Sam je druga poanta. Hotel sem povedati, da uničiš avto, če se vozi vsak dan. To je stroj, to se uničuje, to se obrablja vse. To ni sam, da bi rekel motor, to čisto vse se obrablja, vse gre, vse se nuca in na koncu imaš res en iztrošen avto. Pač gubla vrednost, ni več... Ja, tako, ni več in tako. Avto je lahko vreden 5 evrov ali pa 50, ne? Pa enaka znamka, isti letnik, isti model, ne? Samo odvisno, kakšno je tehnično stanje, kako je bil vožen, kakšna je zgodovina avta, ne? To je tudi pomembno. Če sva glih pri tehničnem stanju, ti delaš na tehničnih pregledih dejansko. Tudi, ja. Kakšno imaš funkcijo tam? Ja, vodja sem. Vodja si kaj, tehničnega pregleda, kje? Ja, v Logotu Grosuplju. Se pravi, v Logotu Grosuplju, če boste hoteli Janeza spoznati, oziroma da vam on pregleda tehnično, če je spraven Janez. Ampak ti nisi več v kanalu, ne? Ne, ampak bojo dobro pregledali, tako da avto mora biti varen, predvsem to. Kako to, da si postal tehnični preglednik? Jaz sem bil to že na Amazosu, jaz sem od 94 leta bil tehnični preglednik. Delal sem par let, pa nisem, zdaj pa spet. Veseli me to pač. Čak, ti si nehal delati to, kaj? Jaz sem že to delal, ja. In pa si kva nehal, kaj si pa pol delal? Ja, bil sem druge naloge, sem imel v tehnični službi, v komerciali pa to. Na Amazosu. In kako to, da si spet prišel nazaj? Jaz dokaj me veseli, je tako. Avto področje je tisto, ki od mojega me veselili, zdaj smo mopede šrofali še najstniki, ne. Pol avte, pa traktorje, pa vse sorte in pogrešal sem to, ne. Kakor jaz sem, ti si imel full Honda doma. Ja, jaz sem imel verjetno vse modele, ki so obstajali. Daj malo povej, v bistvu, kaj si imel, kaj nisi imel, koliko je največje število avtomobilov bilo v tvoji garaži? Jaz sem imel 5 Honda, ponavadi, ne. Problem je to, ne, bi jih imel več, ne. Če bi imel eno halo, bi jih imel zdaj verjetno 50, ne. Ne moraš pustiti avto zunaj na dežju, ker vlaga uničuje avto, ne. Vlaga ti vse materiale, s katerih avto sestavljen, vlaga uničuje. Pleharjevi, oblazinjenje propada, usne, plastike, plesnit začne, elektronka začne oksidirati. In pol sem raj rekel, imam jih manj, pa tiste je lepo nasuhal. A si jih imel ene v zunaj, ene po garaži? Ja, ene pod nadstreškom v zunaj in pa sem nekaj najemal garaže. To je tudi kar strošek, ne. V glavnem, avto, če imaš, ga imej na suhem, ljubiteljski avto v suhi garaži in bo še 100 let lep. Če ga pustiš nekje od zunaj na vlagi, se to pozna. Tvoj najljubši avto od teh, katerih si imel do zdaj? Zdaj, ki bi rekel, en avto, vse moraš prodati, enega moraš obdržati. Težko vprašanje. Je težko, ampak moram reči, mogoče boš presenečen, zakaj meni še. Sem imel Integro, ne, sem imel Prelude 4VS, S2000, krasen avto, ampak najbolj uživam res, to je meni igračka, je pa CRX Del Sol. Del Solka, se pravi Pocket Rocket. Jo pa imam, to je moja T3, ne. Ampak krasen igračka, res 1.6 motor, 160 konjev, 1100 kil, targa streha, spravaš v prtlažnik. Še targa? Ja, targa, Del Sol je vedno targa, ne. Ja, Del Sol, to je tata novej, sem mislil, da ona starejša, Pocket Rocket. Aha, se pravi, čak, ti dejansko uživaš bolj z Del Solko kot z S2 Jurija. Zakaj? Zato, ker mi je S2000 škoda. A ja, in v bistvu se ne sprostiš. Ja, se bojim, tako kot ti pismo, da bom kaj naredil z avtom. Ja, sem slišal. Tam pa že čez 200.000, pa rekel, jih je tudi več, bom drugega kupil, ni tak... Pa bolj varno je.
Prvi pogon je. Ja, tako jaz nisem navajen tako zadnjem pogonu, sem rekel, mogo enkrat neko varno vožnjo. Ja, v bistvu je tako, sem slišal, da se bojiš, da si dojel, da je 2000 preveč živčna. So mi rekli, da je Janez pač, ko je začel voziti, da se je parkrat usrol. Jaz te razumem 1000%, ker sem v istih čevljih bil. Ko sem kupil ta avto, drug dan, se pravi, pripelil sem jo, drug dan sem hotel registrirati, vlažno je bilo, kolega je prišel, da ti jaz pokažem, na semafori so bila prva, ko sem dal drugo, zadnji del mi je odfukal, pravi mi poslanci, umrlo govno v meni. Znači, jaz sem se usrol, kaj je to, in sem del, da je ta avto enako kot motor. Se pravi, nima nobenih sistemov proti spodrsavanju in dejansko, ko pride on v moč, takrat ti vzame, ti naredi prav ta, kaj že, oversteer ali understeer, sam ne vem, se pravi, vzame ti zadnji del in če nisi veš tega, jo hitro zbiješ. In meni smešno, ko ljudje govorijo, mulci, jaz bi jaz 2 jurja, daj mi en krog. Pa čo boži, ti imaš pojma. Zaradi tega so jih veliko stokli, moram reči, enako sem podoživljal jaz. Isto, drugi dan grem pelat, pa proba tale VTEK, ne, malo ving bil, in k VTEK vklop, avto je ponori, ne. In zaples v zadnji in meni srce spada. Jaz sem čist trtrato, sem se tresel pol do doma. Isto, jaz sem šel ving, pa sem ga pohodil, pa bi mal zlizal ta asfalt, pa je sam, srce, fuck. In ja, tako, kot si rekel, tudi jaz se bojim, verjamem, da so ljudje, ki jo znajo voziti na meji. Se da navaditi, ja. Je izredno dobro za dirkališče, samo moraš obvladati. Ne bi rad riskiral na cesti, ker hitro ti odnese in ko bok gre, si ob, ne vem, 5 jurjev takoj. To si malo rekel, ja. Še malo sem rekel, tako da jaz kar vozim v easy. Čeprav me zabava, sem rekel, gledaj, vi niste v moji koži, ne veste niti, koliko me sred avto, ne veste, kakšne so lahko posledice, ni to tam en BMW, tam podrt, ki ga dobiš, pa driftuje, pa norce, pa razbije, pa ima tam 1000 lahko za me nadela. Tega tukaj ni. Zato je pa ona tam pokrita in gre sam na srečanja, pride tja, lepo se pogovarjamo se. To mi je všeč. Občudovati to tehniko. Sem gledal, 3-4 leta nazaj so v Ameriki vsak let imeli mitingi oziroma srečanja S2000 in je prišel po 100 S2000 in je dejansko prišel še ta Japonec, ki je naredil S2000 in je imel govor, je rekel, čuvajte jo in širite legacy o njej, se pravi ime o njej, in jaz sem bil toliko ponosen. In pa tokrat se pogovarjam o njej, ker to je pač stvar, katero jaz poznam. In jo rad delim. To je ta filozofija, Hondina filozofija z 90-ih, ki je bila to vrh, kar je naredila. Pol je spremenila, pol je šla v ekologijo. 9000 obratov, motor krasno navrit. Vrtenje, občutki, delaš. Izredno tok avto, ne. Izredno, je rekel, manj udoben kot Del Sol. Avto je trd, ne. Ful. Zato, ker ti dejansko imaš X-bone spod. Ja, mora biti trd, ker to je narejen za boljši. Ampak nima veze. Ampak je bila ta filozofija dirkanja, ne. To podoživljaš s tem avtom, kot z nobenim drugim. Ja, to je v bistvu, jaz sem bral, da je to legal sport car. Da je to prav legal sport car. Tak, ki je, greš lahko na dirkališče, brez da kaj narediš, ne? Tako je bil narejen, ja. Tako. Še enkrat mi je crkna lučka, tole moram zrihtati enkrat, pa nima veze. Ok, daj mi pa zdaj ti povej. Ti si naredil še eno stran, avtospecialist sem videl. Ja, to pa. Kaj je to? Ja. Imate link spodaj. Povej mi, kaj je to? Ja, to sem pravzaprav predstavil sebe pa mojo dejavnost, ampak glavni namen te strani je, da lahko upišeš avto, tak ljubiteljski avto, ni važen, kjer letnik je, ali stari 100 let star ali nov, sam, ki ga si pripravljen dati za neke posebne priložnosti. Mene kontaktirajo zelo veliko, mislim, res, včasih vsak teden, rabim avto za rojstni dan, za poroko, rabimo za film snemati, za reklame, ne. In pol jaz to iščem, ne, pa kontakte posredujem in meni je bilo žal, da nisem mogel dobiti enega Jugota, ne. Pa so radi eno presenečenje enemu naredili, ki je imel en avto Jugo, ne. Pač noben ni bil za to, ne bi posodil, ne. In zdaj sem naredil, da ga lahko upišeš noter, svoje pogoje, pod katerim ga daš, se pravi, ni da bi ga posodil, da bi ga drug vozil, samo da ga nekje pripeljaš oziroma po tvojim pogoji, kako se ga avto uporablja, ne. Zdaj pred kratkim za en film, ki snemajo, me je prosil, sem objavil, kakšne avto rabijo, ne. Rabijo 10 avtov in mislim, da sem 180 ponudb je prišlo gor, ne.
In zdaj to iskati, pa kaj ne, tako da boljš, da tisti, ki rab avto najde. Sprav, to je en portal, kjer so vsi tisti, ki so pripravljeni Posoditi posoditi avto, in vsi tisti, ki rabijo avto, pridejo tja in dejansko poiščejo avto v proti vrednosti plačila. Ja, tako neki se je zmenjal za nek honorar, to je normalno, ne. Jaz sem proti, da bi karkoli za ston avto posojal, to je neka vrednost, ampak veliko ljudi ima izredni sentimentalni odnos do avta in ga za mednarodno dajo, ne. Ampak če si pa zraven, ne, če raba nek statiko ali pa če raba ga nekam pripeljati ali pa nekoga presenetiti, ne, imaš pod nadzorom, pa ni problema, ne, sam pojem neko ceno. Sem nekaj razmišljal, da bi svojega dol sam bi jaz vozil, ne bi noben vozil. Se to napiš pogoje. Vse so eni napisali, že sem tesno sprobavamo, so napisali pogoj, obvezno sem jaz zraven, pa jaz vozim, ne. Tako. Ne sme, ne, lahko pa, če pa kdo želi, pa ga lahko tudi tako da, ne, sam te sceno, ki jaz poznam, avto imajo res radi in je pa res, da je pa tudi potreba po teh avtih kar ratala, ne. Rabimo avto, ne vem, z leta 85, ne, ali pa 95, ne. Točno določen model, ne. Se to je kar v bistvu težko poiskati ga, če ni. Poiskati ga, ki jih ni jih na avtonetu, ni jih nikjer. In pol najdejo, na moje mene najdejo na Facebooku ali pa avto nostalgija, pa me malo kontaktirajo, ne. Jaz bi jim rad pomagal, včasih kakšnega povežem, ne. Rekel, zdaj pa to poenostavil. To se mi zdi, da bo za vse dobro. Mislim, meni se zdi ful dobra ideja, tako prvi slišim zdaj, ampak ja, zakaj pa ne? Pa še tisti, ki dejansko bi radi kaj zaslužil. Ne samo, da imaš stroške s tem avtom. Pa pokazal. Ja, tako. Pa lahko bi, kakšen je tudi vesel, da je neki avto na kakšnem znani reklami, ali naprimer. Tako, to avto je pa moj avto. Ja, tako, ne, pa s tem je vesel, ne, pa ima nek posnetek ali pa nek film, nek posnetek, da znam avto. Pa tudi, celo mi reče, da ga je pripravljal za ston takole, da za reklamo. Tudi taki so, ne. Ok, da mi povej zdaj, kaj je v bistvu plan pri tebi zdaj z avto nostalgijo? Kakšni so plani zdaj v bistvu? Ja, pravzaprav, tako kot sem rekel, ne, mednarodno prepoznavnost, ne, delamo mednarodni dogodek in da je ta naš dogodek, mislim, Youngtimer srečanje, da bo to en največji dogodek v tej regiji, ne, to je plan, ne. Da se zbiramo te ljubitelji, pa da imamo enake mišljenje, enake avte, enak hobi. In pol si izmenjujemo na svete in to je način življenja, ne. Da bi kakšne hude imel poslovne načrte, nimam, ne. Da mi povej, kaj pa, da bi pa imel kakšne vožnje pa to? Si kdaj razmišljal s temi Youngtimerji? Vse to smo lani naredili, kaj smo imeli? Jaz peljem, ti pelješ, ne. Jaz tebe peljem z mojim avtom, ti mene s svojim. To smo že lani speljali, bomo letos tudi. Se pravi, kam si to šli, kako? Dobili smo se na Rudniku, eno nedelo. Pa nas je zbrali 30, pa smo se malo vozili počasno. To je v bistvu zato, da spoznaš tisti feeling avto, ne. Ok. Pa da se spoznavamo med sabo, to je druženje, ne, to je hobi, ne, to je ljubiteljsko. Pa, koliko časa misliš še to, da boš zmožen voditi? Ker ti si bil tudi v bistvu vodja Honda kluba oziroma predsednik Honda kluba. Ja, tudi, ja, nekaj časa. Včasih smo vsi viseli na internetu, včasih so bili ful popularni te forumi pa to, ne. Ja, Honda forum, ja. To je čist druga scena, ki je bilo včasih. Včasih je bil tuning styling, zdaj to izumira, ne, zdaj to tudi zakonsko ne gre čez, ne. Vse skupaj prepovedano, ne. In je bilo tudi svoja duša, bila svoja, tistih Hond se je tudi zbrali po 100 na vsakem srečanju, ne. Da mi povej, a si kaj hodil na Brnčičevo pa na Rudnik, na te drag race, ki so bili včasih. Jaz sem, dvakrat sem bil, ja. Tudi zdaj se to dogaja, pa namenoma ne grem. To je pa to, kar počne pa zame nevarno. Ja, kaj praviš za te? Ne, za mlajšo generacijo? Jaz sem absolutno proti, ne. Manjka dirkališče v Sloveniji, ne. Da dajo duška. Da tamle med ljudmi dirkaš, ubijaš kjerga, ne, se ne zavedajo tega rizika, ne. Jaz sem proti tomu, tole je tak riziko, da to, kar to počne, se ne zaveda svojega rizika. Ja, glej, mladi so še, prav mlad pa neumen. Ja, dejansko sam. Ta neumnost te lahko stane mrzkaj. Če pogledaš prej tuning pa styling, včasih smo predelovali te avtomobile, da smo dejansko res uložili ful dela noter, smo kupovali, predelovali odbijače. Sami smo jih predelovali, ne. Zdaj pa kupaš avto, ne, z 500 konji, ne, in ni več čisti film. In vse, kar naredijo, je, gre čip tunat, auspuh zamena, tiste popse in bankse nabije in to je to. Ja, to je druga scena, dobro. V bistvu pa včasih je nekako tako bilo, da dejansko avto je imel tisti, ki je imel dost znanja, veščin,
pa tudi nekaj denarja, Ja. danes imaš pa avto dober sam tiskam denar. Sam kamadnarja, to tako. In v bistvu se je zgubil, se je to v bistvu Se ta strinjam. šmek. Tako, tisto avto kot avto, ljubiteljstvo se je izgubil. Včasih mi je kar čuden, ker še mlad tudi izpit, ne rabim izpita za avto. Ne? To sem opazil. Ja, Nova generacija. ne rabim izpita, avto mu nič ne pomeni. Ne? Ampak jaz pa, hvala Bogu, ne, Telika pa tudi s pomočjo našega kluba, Avtonostalgija, je kar nekaj mladih, ki jim je to všeč, ta scena in rihtajo svoje avte, kupujejo si avte z 90-ih, rihtajo jih ima doma. Da mladi. Ja, tako, nekaj mladih smo spodbudili in moram reči, predvčerajšnjim sem z enim dobil študentom strojne fakultete, ki ima tudi neki Formula Drift, ampak ne Formula študent. Ne, in bo organiziral neko srečanje na povabilo tebe in povabil, tako da bo tudi nekaj predavatelja. In to mlade, me zanima, jaz sem vesel, da mene kličejo, da me to kot gosta, ne. In to bo mladi prišli s tistimi svojimi avti, tistega, ne vem, če rečem BMW-ja, ki ga je sam zrihtal še iz 80-ih, ne. Sem že lambil, ampak ne bo scena izumrla, ne, tale. Se pravi, še vedno ostaja upanje. Tako, še vedno upanje, da bo te avti večno. To je zlata doba avtomobilizma, 80-90, ne. To avto z dušo, ne. Danes je pa kot mobilni telefon. Ja. Vsi so isti. Ja, tako, blagovne znamke bojo izgubljene na pomenu, ne. Če boš Mercedes, si vedel, kaj imaš. Če si Honda, si vedel, kaj imaš. Če si imel BMW-ja, vedel, vsak je imel neko specifiko. Zdaj se to izgublja, tale pomen. Pravzaprav po uporabi del recikliranja odvrzi drugega, ne, to je sam. V bistvu ratujemo samo neki elementi v sistemu in čist nič drugega. Individualnost izumera. Ja. Se pravi, mi pa smo s temi avtomobili smo dejansko izražali svojo individualnost. Ne. To smo mi, to predstavlja mene in občudovanje, jaz sem bil vesel, sem gledal tvoj avto, ti mojega in smo govorili. Ta scena 80-90 ti nudi svobodo, ne? Kako sem rekel, svobodo. Daj mi zdaj povej, kjer avto je iz tega obdobja, katerega si vedno želel, pa ga nisi imel? NSX. Tukaj sva že oba dva. Ja. NSX, daj povej, kje je v tem avtu. To je pa kultni avto, ne? To je pa že kult. S tem, kaj je Honda naredila NSX komplet aluminijast prvi avto, komplet aluminijast serijski proizvodne, lahek, V6 nabrit motor, športen je, tudi Ferrari pa Porsche sta gledala, kakšna konkurenca im je to, ne. Klonila sta tako, v bistvu je bila NSX boljša na dirkališču. Ja, in taki pred časom avto, ne, tako, če pogledamo, ko smo pregovorila v S2000. 10 let je imela rekord največ konjev na liter med atmosferci. 10 let. Poga je v bistvu Ferrari prehitil, ki pa niti blizu ne more narediti kilometrov kot ta motor od Honda, ker pač oni so navili več konjev, ampak ni kvaliteta narejena za toliko dolgo. Tako. Ampak takrat, mislim, ti avtomobili tudi niso narejeni za veliko kilometrov. Ne, tako, ampak Honda je bila v 90-ih fenomen, ne. Skoraj nismo ga uničili, dober. Uničiš lahko vse. Vse, samo motora, ne. Ja, gled, jaz pravim tako, če si mesar, kupaš avto, to pa res, mrzu ga, tiščiš, recimo ole ne gledaš, manjka ola, ne dolijaš, vse uničiš, ni stvari. Je pa res, da bolj potrpi take mesarje. Ostali prej crknejo, pa ta pa še ustraja. Naprimer, vse si imel Honda, 8000, dobro, 8000, 7,8, brez težav se vrtela v nedogled, pa bene škode motorju, drugi ribajo zdaj pri tem obrati. Pač to so drugače narejeni, močnejše stene, ampak nima veze zdaj to. Fora je v tem, da NSX, a si videl cene, kakšne so? 100 jurjev. 100 jurjev, pa še nedolgo nazaj so bile 30. Ja, dobro. 10 let nazaj. 15, ja. Dobro, 10 let nazaj so šli že kaj proti 60. A so že bile takrat? Zakaj niste takrat kupili? Če smel takrat. Kako bi vedel. Ampak zdaj pa lahko rečem, pa zdaj kupi en avto, zdaj imaš pocen kakšen avto iz 90-ih, res pocen, ki bo tudi šel v te smeri lahko. Ne vsak, ne, pa kakšna redka izvedenka, kakšna specialna, ne. Povej, kjer misliš, da bi bil tako v prihodnosti, ka Bitcoin? Ne, zdaj, ka Bitcoin... Mislim, da bi imel vrednost, da bi zrastel. Vedno so...
izvedenke, ki so redke, ampak športne izvedenke. Golf R, naprimer. BMW M, M5, M3, E30 M, ne. Sicer to smo že vse zamudili, ne. E39 klasičen, ne, to je zadnja klasika BMW-jeva. Vsaka znamka ima nekaj modelov, ki so taki kultni, ne. Lancia Delta Integrale, ne. Danes jo ne dobiš več. Ampak koliko so bile poceni, ne? Če pogledaš, ne. To je kultni avto, 5krat je imel rekord za rally, svetovni prvak v rally. Da mi povej, zdaj pa še eno tako vprašanje. Kaj si misliš o oblikovanju modernih avtomobilov? Novi avtomobili. Ja, zdaj bom pa rekel tako, kaj jaz vidim, ne. Postajajo vsi približno enaki, malo višji so, malo večji, udobni si avti, moram reči, avti so res udobni, ne, in napredek je ogromno, ne. To je čisto neko drugo dojemanje vožnje, ne. Je tih, udoben, velik prostora, ne. Ampak navzven, oblikovno so si pa podobni, ne. Da pa sploh ločiš ga, kjer je znamke, imajo pa zdaj ogromne logotipe, če si opazil, ne. Saj ne veš, aj Kia, aj Volkswagen, kaj je to. Vsi izgledajo enako. Približno enak, ne, tako nadaleč, ne. Nima tistega karakterja, ne. Koliko sem ti prej omenil, blagovne znamke bo izginjale, ne. Zdaj Kitajci delajo krasen avto, če delajo Huawei električen, ne. Videl sem Sony električen avto. Krasen, Sony celo nekaj s Hondo šel v operacijo. Nekaj so skupni, In ne more Evropa konkurirati tem, ne, pa Tesli, pa to s tem razmišljanjem, ne. Bo mogel nekaj narediti. Se pravi... To je tako. S časom moraš iti naprej, ne? Če ne greš s časom greš, ne? In nič ne pomaga, da imaš rad neko nostalgijo pa dušo. Mlade ne zanima več, tako kot nas zanima, ne? To se te hotel vprašati. Kaj pa, kaj nas ne bo, kaj bo kaj s temi avtomobili pa tem? Moramo pa mi poskrbeti, da bomo čim več ljudi navdušili, da bojo naprej ohranili to tradicijo. Ker jaz vidim pri sebi, recimo jaz zdaj tega BT-ja Tomosa, katerega sem imel kot 16-letnik, zdaj sem kupil pač enega, mogoče kupil zdaj še enega. Kupil ga bom sam zato, ker jaz sem imel neke določene spomine oziroma jih imam na njega, ampak to sem jaz. Kako bom jaz zdajle enega mulca, ki je prilepila na telefon, ki mu nič drugega ne pomeni, kot sam, da non-stop je brainstormam pa gleda na neko tako stvar. On bo prej, ne vem, počen ratu na električen skiro. In pa bo moj BT dejansko... Nič ne pomeni, nič. In bo propadal tako kamin. Ne, jaz sem pazil, pa res opažam, da pri mladih nek določen procent mladih pa to začeli zanimati, ne. Res je, in izbirajo avte, in rihtajo sami, ne. Tako da ne bo to šlo. Pomembno je, da jih mi navdušimo, ne. Z našim klubom, z našim tem dogodki, ki pridejo vse, poglej, koliko mladih pride na moj dogodek. Večina mladina, ne, res pridejo tudi 80-letniki samo. Ogromno mladine in pol občudujo to, kar smo... To pridejo v bistvu s fotrom metko. Ja. Ne, in če jih navdušaš, ne, mlade navdušaš, bo skozi navdušen na tem, ne. Koliko sem jaz prvi avto, sem imel Honda, zdaj imam sam Honda več ali manj, ne. Dobre, jaz sem začel z Renaultom, pa sem imel pol Clio, 5K, Clio, Fiesta, pa je bila pa Civic, Accord, S2, Jure, tako da sem jaz zdaj na Honda, ampak naprej pa ne vem, kaj bi, ker tudi Honda zdaj ni Accorda več. Ne, v Evropi ne. Civic je tudi ratu zelo drag, pa nima več te športne note, neki... Zdaj so se zgubili vsi v nekaj sivem povprečju, ne. Ni neki, da bi izstopili. Zato se mi dejansko držimo teh starih avtomobilov. Tako. To je del nas, to je del naše kulture, del našega načina življenja, ne. Ok. Bi še zadnjo besedo, ki je rad povedal, še kaj tazga omenil? Ja, mogoče bi tebe pohvalil, da te spremljam, ne. Da ta tvoj objavljaš YouTube pa to. Dobre teme, ne. Prvi si za scen začel, ne vem, da bi kjer tako... Ja, se kar že nekaj časa na sceni, hvala. Ne, in upam, da boš prišel na naš dogodek. Bom, pa bo vaš dogodek. 25. maja, da boš kakšno reportažo naredil, tako kot si že. Bom, seveda. 25. maja pred Leclercom. Zapomnite si, če bi radi prišli na malo drugačen event, se pravi malo starejših avtomobilov, ki nas veselijo, Leclerc 25. maja, pridite, da malo začutite tudi ta utrip preteklosti in zakaj vse skup to mi imamo. Te pa Tom, hvala, ker si prišel. Ja, hvala, ker si me povabil. Ni problema, mogel sem držati svojo obljubo, ampak vse ful dobro, da si prišel, ker mava to skupno. Ja, mava neki pri teh avtih, pa enak avto mava. Pa enak avto. Tako da, hvala za ogled vsem vam. Če vam je tole všeč, kakšen like stisnite, kakšen komentar, kakšen avto je vam kaj všeč, če ste kdaj bili na kakšnem takem snidanju, pa kaj si vi mislite vse o tem. Uživite, pa se vidimo. Ajde, čau. Jo.